Lani smo praznovali 70-letnico ustanovitve upokojenske organizacije. Naši predhodniki so ugotovili, da kot upokojenci se ne smemo zapirati na štiri stene in se odtujevati od sveta. Zato so se povezali in začeli se združevati v društvo upokojencev. Od tistih prvih začetkov je minilo že več kot 70 let in kakšno je stanje danes v Pokrajinski zvezi Društva upokojencev Slovenije oziroma Dolenjske in Bele krajine. V naši pokrajini je združenih 36 društev. Imamo 16 000 članov in smo zelo delovni. V pomladanskem času sem jaz sam obiskal okrog 30 občnih zborov in moram ugotoviti, da je delo skoraj v vseh društvih zelo dobro in zelo raznovrstno. Naj naštejem le nekaj poudarkov in sporočil na občnih zborih in nekaj mojih opažanj na področju športa in drugod. Tole moje izvajanje je kot poročilo predsedniku ZDUS-a, gospodu predsedniku, gospodu Jacku. To se reče, lansko leto, v preteklem letu smo mi v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije zasedli med športniki drugo mesto. Samo za eno točko nam je zmanjkalo, da ne bi bili prvi. Tekmovali smo v Pikadu, kjer je nastopilo kot 120 tekmovalcev, tako v moški in tudi v ženski konkurenci. Zelo se je razmahnilo pohodništvo, saj so to obliko rekreacije gojijo skoraj v vseh društvih, pa ne samo to. Okoli 19 društev organizira skupne pohode vsak mesec. Tako pohodniki spoznavajo širšo Dolenjsko in spoznavajo tudi več znancev. Predstava današnjega upokojenca ne več sključen starec ali starka, ki se komaj premika, ampak živahen človek, ki ima na nogah športne copate, nahrbtnik in pohodne palice in gre na pohod in na tekmovanja. Razna športna tekmovanja organizirajo tudi društva ob raznih priložnostih v svoji krajevni skupnosti ali občini. Na kulturnem področju je tudi zelo živahno. Revije pevskih zborov, ki je bila v Šentjerneju, se je letos udeležilo 12 društev oziroma pevskih zborov s preko 200 nastopajočimi. Pevski zbor, mešani pevski oziroma pevski zbor moški iz Mirne Peči je zasedel prvo mesto in bo tudi zastopal našo pokrajino v Ljubljani. In danes se bo tukaj predstavil s svojimi pesmimi. Preko 40 literatov se je predstavilo na srečanju na Prepihu s svojimi izdelki. Potem na terenu imamo tudi preko 20 zborov ljudskih pevcev v raznih sestavah, folklorne skupine, dramske skupine, tamburaši, recitatorji, slikari, vsi ti kulturniki popestrijo kulturno življenje v svojem kraju. Nekateri športniki, pa tudi kulturniki, delujejo pa tudi preko meje in imajo srečanje, mednarodno srečanje. Naši upokojenci so pa tudi aktivni gasilci, vinogradniki, v okviru podeželskih žene ustvarjajo enkratne kulinarične dobrote. Naši člani so preko programa Starejši za starejši skrbijo in obiskujo tudi vse tiste starejše, ki so pomoči potrebne. Marsikatero mesto in vas bi bila bolj pusta, če ne bi bilo kulturnega in športnega delovanja naših upokojencev. Kaj naj rečem? V naši pokrajini je življenje upokojencev zelo pestro, razvito, vsak dan se nekaj dogaja in želim, da bi bilo tako tudi naprej. Najlepša hvala predsednikom upokojenskih društev
kajti le oni lahko pomagajo, da se to življenje odvija in gre naprej. Za ob koncu naj se zahvalim tako upravnim odborom naših društv, kot tudi predsednikom, da realizirajo tako bogate programe, kot so zastavljeni. Danes pa želim, da bi tukaj na tem prostoru se imeli čim lepše in da bi na koncu tudi zaplesali. Hvala gospodu Jazbecu. Zdaj pa prosim za kratek nagovor predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije Janeza Sušnika. Spoštovani upokojenci, seveda upokojenke z Bele krajine in Dolenjske, dober dan. Jaz vas v imenu Zveze društev upokojencev Republike Slovenije lepo pozdravim in hvala za povabilo. Teh srečanjev je v Sloveniji 13, toliko kot je tudi pokrajin. In povsod je srečanje z dobrim vzdušjem, za motivacijo za druženje, ker tudi to je glavni namen, da se srečamo vsaj enkrat na leto, da si povemo kaj o naših in pa drugih problemih, ki jih imamo med seboj. Seveda je pa zelo pomembno, kako bomo peljali upokojensko zvezo tudi v bodoče naprej. Moram reči, da je Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjska in Bela krajina z dobrim delom zelo popestrila dejavnost na svojih področjih. Namreč društva so zelo aktivna na športnem, kulturnem, pohodniškem, izletniškem in tisto, kar jim pravzaprav paše. Hvala lepa, da se udeležujete in s tem tudi čvrstite sebi za svoje telo in svojo dušo, da nekaj naredite in da ohranite zdravje in pa srečo, da boste živeli čim dlje. Nekaj stvari treba povedati, da letos je bilo volilno leto, da smo se v preteklem obdobju za veliko stvari prizadevali in da mora ta vlada napraviti, če bo zelo kmalu zadeva stekla po nekem scenariju, narediti popravni izpit tudi na področju upokojenskih zadev. Kar nekaj dolga je nastalo iz časa neusklajevanja pokojnin. Dogovorili smo se, da bo to redno usklajevanje šlo naprej. Tudi letni dodatek še ni v celoti plačan, še manjka cirka 20 milijonov. Nismo uresničili demografskega sklada, ne zakon o dolgotrajni oskrbi, veliko je stvari odprtih. V ZDUS-u se bomo prizadevali, da gre gmotni položaj, torej pokojnine, da se bo tudi nekoliko popravila zakonodaja, ker ta zakonodaja stalno niža pokojnine. Potrudili se bomo, da bo zdravstvena reforma vsaj v tem mandatu prišla do zaključka in da bomo upokojenci imeli v tem javnem zdravstvu svoje mesto, ker se bomo tudi lahko ustrezno zdravili v tem našem tretjem življenjskem obdobju. Tretja zadeva je, ker se tudi poslužujemo, da bomo čim več tudi bivalnega standarda upeljali, kot je pač temu spodobno. Zato imamo tudi v vaši pokrajini zelo veliko vplivnih ljudi, ki prihajajo v Ljubljano. Tako imamo gospod Rosco Sonc, ki vam že dolga leta nam vodi projekt Starejši za starejše. Imamo predsednico strokovnega sveta Ano Bilbio. Imamo predsednico bivalnega standa in pokojninske zadeve Neško Ivanetič. Torej, kar nekaj pomembnih ljudi je, ki krojijo tudi politiko na državnem nivoju. Jaz se v tem trenutku jim zahvalil za njihovo dobro delo in sem trdno prepričan, kljub temu, da je drugo leto volilno leto, da bo ZDUS preko pokrajin in seveda društev, ki je temelj vsega, nadaljeval s svojim delom. Bodoči vladi pa seveda se priporočamo, kljub temu, da smo civilna družba, da bomo še naprej, še bolj kot do zdaj, uveljavljali svoje pravice, ki pripadajo upokojencem. Za danes bo to dovolj. Jaz vam želim
prijetno bivanje, veliko veselja, radosti, vrnite se domov s polno mero dogodkov današnjega dne, ker imamo v čudovitem ambientu, res se krasno počutimo. Jaz sem pa tudi na Gorenjskem povedal svoje občutke, kaj sem danes doživel. Imejte se lepo, veliko zdravja in osebne sreče vam želim. Hvala gospodu Sušniku za tale udarni in bogat nagovor. Naše srečanje bomo sedaj nadaljevali s krajšim kulturnim programom, ki bo predvsem barvno obarvan. Da bo res tako, so nam na začetku s pesmijo dokazali člani ansambla Hit, ki bodo kasneje tudi poskrbeli, da se boste lahko zavrteli v plesnih ritmih. Nekje na Dolenjskem so kraji, kjer dosti je trna in dosti rož. Tam pesmi so pisana polja, verzi samotne, ozke poti. Nekje na Dolenjskem so kraji, hiša, vinograd, košček polja. Tam so meseci sami maji, tam sem nekoč bil doma. S temi nostalgičnimi verzi je svoj rojstni kraj opisal naš dolenjski rojak, pesnik Tone Pavček. In prav iz njegove Mirnopeške doline prihajajo člani moškega pevskega zbora Rožmarin, ki v okviru Društva upokojencev Mirna Peč deluje že od leta 2002, ko se je zbor osnoval željo ohranjanja ljudskih pesmi, ki so jih prepevali v Mirnopeški dolini. Pod vodstvom zborovodje Gorazda Kerenca pojejo slovenske pesmi, ljudske, ljubezenske, domovinske in pesmi o vinu, pa tudi žalostinke. Posebno veselje pa jim je prepevanje dalmatinskih pesmi. S svojimi glasovi so pevci prepričali tudi strokovno komisijo na reviji pevskih zborov naše regije letos v Šentjerneju in tako bodo našo pokrajino zastopali na reviji pevskih zborov na festivalu za 3. življenjsko obdobje jeseni v Cankarjevem domu v Ljubljani. V prvem delu našega programa bomo slišali najprej 2 pesmi iz letošnje revije. Z mano se uzri ter s Triglavskega veter pogorja in nato še dalmatinsko Ružo crvena. Prav dobro vem,
živela, življenje kakor snu. Saj vsak se rad spominja na tiste lepe dni, ki jih pozabe čas pozlati. Triglavskega veter pogorja, prav rahlo šumi in pihlja. Med vami kliče v planine, dolini miru in meda. Ojnejoči se deklica morja in ne toči mi grenkih solza. Saj kmalu se vrnem s planine, a bom spančkal pri tebi doma. Če pa se ne vrnem s planine, ne joči se, draga, nikar. Saj me nisi resnično ljubila, zameti bilo nič nima. Se boš drugo na prsih pribila, pozabila na grob v gori. Jaz bom pa sameval v planini, le planika bo rasla kraj me. Se boš drugo na prsih pribila, pozabila na grob v gori. Jaz bom pa sameval v planini, le planika bo rasla kraj me. Ružo moja crvena, neubrana ljubavi, ki si bolj jedina, suza moje mladosti. Recite joj da bez nje sve tajne ljubavi, sve tuge radosti, i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Recite joj da bez nje nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti, i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Došla je već godina, neubrana ljubavi, još si bolj jedina.
sve tuge radosti i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Recite joj da bez nje nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Hvala pevcem, ki nas bodo s svojim petjem razveselili še enkrat ob zaključku programa. Vedno smo veseli, ko nam program popestrijo najmlajši. In tako bo tudi danes. Mladi flavtist Lukas nam bo zaigral pesmico Polžek se je ženit šel. Pa ga spodbudimo z močnim aplavzom. Hvala, Luka, za tale tvoj nastop. V naslednjih minutah pa dajem besedo gostom. Z nami je podžupanja občine Dolenjske Toplice in jo prosim, da se mi pridruži. Gospa Mojca Šenica. Spoštovani upokojenci, spoštovane upokojenke, v čast mi je, da vas lahko nagovorim. Veselje nam je, da že vrsto let izberete za vaše srečanje ravno našo občino. V letošnjem letu praznujemo 20. obletnico, odkar smo izstopili izpod okrilja novomeške občine in smo samostojna občina. S ponosom se lahko ozremo na zadnjih 20 let, kajti v naši občini smo se zelo dobro razvijali. Predvsem smo znani po zdraviliškem turizmu, toda v naši občini imamo veliko neokrnjene narave, kjer se lahko nudi zelo veliko izletov in imamo tudi kar nekaj pomembnih zgodovinskih spomenikov, predvsem pa imamo zelo, zelo dobro delujočo društvo upokojencev. Veliko sodeluje naša občina z društvom in jih tudi zelo podpiramo. Upokojenci ste vsekakor izredno pomembni del naše družbe, kajti z svojimi izkušnjami, svojo modrostjo in pogosto tudi svojo umirjenostjo veliko pripomorete k razvoju naše družbe in vsekakor vam je vredno prisluhniti. Želim vam še veliko lepih in zdravih ter aktivnih let in seveda, da bi se na današnjem srečanju imeli lepo. Srečno! Hvala lepa. Zdaj pa bi prosila še Dašo iz hotela Delfin, da nas pozdravi. En lep pozdrav tudi iz primorskega konca in sicer iz Izole, iz hotela Delfina iz Izole, v mojem imenu, seveda v imenu vseh mojih sodelavcev in tudi direktorice, gospe Nine Golob, ki se danes srečanja ni mogla udeležiti, tako da vas vsi skupaj lepo pozdravljajo.
Vem oziroma vidim tukaj veliko znanih obrazov, veliko naših stalnih gostov, verjamem, da nas poznate. Veliko je takih gostov, ki priknajajo k nam individualno, predvsem pa veliko je tudi skupin, društev upokojencev, ki se vsako leto znova in znova odloči, da pride na letovanje en teden preživeti v hotel Delfin. In ta društva iz vašega konca, moram reči, da prihajajo večinoma tam pred in po sezoni, februarja, marca, tudi novembra, oktobra. Se pravi, da je v hotelu Delfin oziroma na morju lepo tudi takrat, ko ni morje za se kopati, tako da se pri nas res skozi celo leto dogajajo zadeve, da se splača priti k nam. In seveda imam tudi zdaj priliko, da se vam zahvalim, ker se iz leta v leto ponovno beležimo večje število tudi iz tega konca nočitev in se vam moram zahvaliti, kajti to pomeni, da se imate pri nas lepo, da ste imate fajn, da poveste tudi drugim in da se odločite, da se vračate radi k nam, zato pa mi potem seveda lažje hotel prenavljamo, obnavljamo, seveda vse v ta namen, da se vi radi vračate k nam. Verjamem in upam, da se bomo še srečevali v hotelu Delfin, tako da vam želim danes še naprej lepo druženje. Hvala. Mnogi upokojenci se radi udeležujejo športnih tekmovanj, kar dokazuje tudi udeležba 973 tekmovalcev na letošnjih 43 športnih igrah upokojencev naše regije. Kot vsako leto jim bomo tudi danes na tem srečanju podelili pokale za prva 3 mesta v ženski, moški in skupni uvrstitvi. Zato vabim, da se mi pridružijo predstavniki športnikov iz Društva upokojencev Črnomelj, Kočevje, Mirna in Novo mesto, predsednika Pokrajinske zveze Jožeta Jazbeca in člane komisije za šport, da podelijo pokale. V ženski konkurenci so se na prva 3 mesta uvrstile tekmovalke iz naslednjih društev. 3. mesto so zasedle članice Društva upokojencev Kočevje. 2. mesto članice Društva upokojencev Ne počasi, mi spet nekaj po svoje zdaj naredila. Ne. 2. mesto Društvo upokojencev Mirna. In 1. mesto članice Društva upokojencev Črnomelj. Pokale jim je podelil predsednik komisije za šport Dušan Jakopin. Najprej vse naštej. Saj ljudje, ja, ne bo to same ženske, bo pa vsake. V moški konkurenci so prva 3 mesta dosegli tekmovalci iz naslednjih društev. 3. mesto so osvojili člani Društva upokojencev Črnomelj, 2. mesto člani Društva upokojencev Mirna in 1. mesto člani Društva upokojencev Novo mesto. Pokale moškim ekipam bo podelila sekretarka za šport Marija Golob. Čakaj.
V skupni razvrstitvi pa so rezultati sledeči. 3. mesto je zasedla Društvo upokojencev Novo mesto. 2. mesto Društvo upokojencev Črnomelj. In 1. mesto Društvo upokojencev Mirna. Pokale bo podelil predsednik Pokrajinske zveze Jože Jazbec. Prišel je sam predsednik, zato mu izročam veliko veselje. Čestitam! Veselite se! Ajde, nekaj udarati, nekaj. Pojď sem, pojď. Tako, ja. Okay. In pa še jedno skupinsko, skupinsko, majte vse slovenske moški. Ajde, punca naprej. Vsi pokali, ajde, naprej. Ajde, zdaj bo tebi še nekaj zlatega. Tam se ne vidijo. Tam se ne vidijo vsi, tako bolj gor. Veste, da ne traje 10 minut, pol leta smo pa tekmovali. K mikrofonu vabim še člana komisije za šport pri ZDUS-u. Jože Kozina bi vam rad čestital. V imenu Komisije za šport, rekreacijo in gibanje pri ZDUS-u in v imenu predsednika gospoda Posena in v imenu Društva upokojencev Kočevja in v svojem imenu iskrene čestitke vsem sodelujočim na 43 športnih igrah Dolenjske Bele krajine, kjer jih je nastopilo kar 973. Posebno čestitam današnjim prejemnikom priznanj. Se željo, da bi bilo drugo leto doseči še večje uspehe in še večjo številčnost na 44 športnih igrah. Čestitam tudi vsem organizatorjem panog na 43 športnih igrah Dolenjske Bele krajine. Se željo, še boljša organizacija drugo leto. Nasvidenje in hvala lepa. Na oder sedaj ponovno vabim člane moškega pevskega zbora Rožmarin, ki nam bodo za zaključek programa ob spremljavi harmonikarja Franca Potočarja zapeli še pesem Čebelar, ki jo prav gotovo poznate. Saj jo je znani dolenjski glasbenik Lojze Slak s svojim ansamblom velikokrat zaigral na svojih nastopih. Slišali bomo na to še dve pesmi po izboru samih članov zbora, pa mogoče še kakšno, če jih boste seveda bogato nagradili z aplavzom. Moški pevski zbor Rožmarin.
Show